Lep pozdrav! Ker opažam med dijaki izjemno zanimanje za pripravo jedi iz droži, sem se odločila, da vam pokažem, kako se najprej droži povečajo. Potem pa vam bom zaupala svoj lasten recept, kako jaz pripravljam pico iz droži. Pa gremo od začetka. Tole so moje droži, ker sem Simona, sem jih poimenovala Simko. Pogosto mi dijaki rečejo, gospa profesor, ampak te jedi so tako kisle, ki jih jaz pripravljam z droži. Kako to preprečiti? Povedala bi vam, da če droži kar malo dlje časa počivajo v hladilniku, se lahko zgoraj nabere taka tekočina, ki jo lahko odstranimo ali pa celo poberemo zgornjo plast droži. No, moje droži so redno hranjene in redno uporabljene, zato niso kiselkaste, so prijetnega vonja in iz njih bom pripravila čudovito pico. Kako prepoznamo zdrave droži? In sicer, za mojo pico bomo potrebovali 500 gramov gladke moke, 310 gramov prekuhane, ohlajene vode, potrebovali bomo 12 gramov soli in pa kar 250 kipečih droži, kar pomeni, da tele moje droži moram povečati. Vsakič, ko droži povečam, jih povečam za isto količino, kot droži potrebujem, zato, ker si vedno nekaj droži prihranim za naslednjič, pa še morda za koga, ki me pokliče, da droži rabi. To pomeni, ker potrebujemo 250 gramov droži, bomo povečali z 250 gramov moke in 250 gramov vode, smo rekli prekuhane in ohlajene. Dodati moramo torej še 250 gramov vode. Moje droži so lepe, zato jih bom v celoti uporabila. Vedno morate zadržati vsaj 2 veliki jedilni žlici droži. Vse dobro premešamo. Takole, moje droži bom pokrila s krpo in do jutri bodo počivale zunaj. Naše kipeče droži so prav čudovite. Pripravili smo si, da bomo pripravili pico. Potrebujemo 500 gramov moke, 12 gramov soli, 310 gramov prekuhane, ohlajene vode in na koncu dodamo še 250 gramov droži. Vse skupaj dobro premešamo. Nikar se ne ustrašite, najprej testo izgleda takole. Pustili ga bomo 30 minut, po 30 minutah pa pognetli v hleb. Ta hleb bomo pustili do naslednjega dne v hladilniku. Droži, ki so mi ostale, bom shranila v kozarček in nahranila. Takole.
Te droži bomo nahranili z enakomernim razmerjem vode in moke, in sicer dodali bomo 10 gramov moke in 10 gramov vode. Razmerje mora biti povsem enako. S konico kuhalnice bom premešala. Pa veliko uspeha. Te droži gredo na počivanje v hladilnik. Sedaj bomo to testo pregnetli. Lahko ročno ali z električnim mešalnikom s tepalkami za testo. Gnetemo tako, da v spodnjem delu roko nekoliko stiskamo. Čudovito testo. Prestavila ga bom v čisto skledo in potem še enkrat pregnetla čez pol ure. In testo bo pripravljeno na počivanje za vsaj 15 ur. Tako. Testo bomo pustili še pol ure, da miruje, pognetli in jutri nadaljevali s postopkom, ko bo testo počivalo 15 ur. Testo še enkrat pregnetemo. Testo razdelimo na 3 dele, damo v 3 posode, ki smo jih premazali z oljem in prekrili s prozorno folijo, da se nam testo ne izsuši. To testo smo pripravili včeraj. Danes ga bomo dali počivati na moko za vsaj 4 ure, nato pa spekli pico. Testo je čudovito. Sedaj pa bomo najprej začeli s pripravo paradižnikove mezge. Pelate, sok paradižnikov smo ločili. Paradižnike bomo skremili. Paradižnikovi omaki poljubno dodamo začimbe. Dodamo lahko sveža zelišča, če jih imamo. Ko smo vse to pripravili, začnemo s pripravo testa. Pred tem pa smo si pripravili, s čim se bomo pico obložili. Pico bomo najprej popekli v ponvi, nato pa še v pekaču in dali na grill v pečico. Ponev mora biti topla, ne sme pa biti prevroča, da nam pice ne zažge. Testo, ki je počivalo, ga bomo sedaj oblikovali v pico. In ko bo ponev dovolj vroča, popekli. Ponev je dovolj ogreta, sedaj bomo testo prestavili. Testo pustimo nekaj časa, da se lepo peče. Ponve nismo pomastili.
Središče testa premažemo. In poljubno nadevamo. Kot sem rekla, pazimo, da se nam ne zažge spodnji del pice. Preverimo, ali je naša pica že spodaj lepo rjava. Še ni. To pomeni, da lahko malce pojačamo. Ko smo pico spodaj zapekli, jo prestavimo v pekač.